Varno v poletje na slovenskih cestah. Med poletno turistično sezono se prometna varnost navadno precej poslabša, saj se vožnja poleti razlikuje od vožnje v drugih obdobjih leta. Poleg vročine in zastojev, ki povzročajo nejevoljo, se na cestah v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij z različnimi vozniškimi izkušnjami, znanji ter navadami. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami pa sta prehitra oziroma neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola. Zato policisti vsako leto med 1. junijem in 31. avgustom izvedemo vrsto preventivnih in represivnih ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa tudi v poletnih mesecih. Vse cestnoprometne udeležence v poletnem obdobju posebej opozarjamo. Tik pred odhodom preko razpoložljivih informacij preverite stanje na cestah in čakalne dobe na mejnih prehodih. Informacije najdete na spletni strani prometno-informacijskega centra www.promet.si ali na telefonski številki 1970. Po možnosti se na pot odpravite takrat, ko na cestah ni zastojev, oziroma za pot izberite lokalne, regionalne in druge manj obremenjene cestne povezave in mejne prehode. Pri tem upoštevajte omejitve glede prometa vozil in potnikov na posameznih mejnih prehodih. Pred odhodom na pot preverite tudi, ali imate s sabo veljavne potovalne dokumente. V čas potovanja vštejte tudi čakalne dobe za prestop državne meje. Ob predvidenem daljšem čakanju na prestop državne meje pred odhodom preverite stanje vozila in poskrbite za zadostno količino goriva. Če jemljete zdravila, jih ne pozabite vzeti s sabo. Upoštevajte pa, da je lahko tudi vožnja pod vplivom psihoaktivnih zdravil zelo nevarna. Zagotovite tudi zadostno količino vode oziroma drugih osvežilnih pijač in prigrizkov za vse potnike v vozilu. Družine, ki se na pot odpravljate z otroki, poskrbite tudi za njihovo udobje. Vzemite s sabo igrače, ki bodo otrokom olajšale morebitno čakanje na meji. Počivališča v bližini mejnih prehodov izkoristite za osvežitev in obisk toalet. Če med čakanjem na prestop meje pride do nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, nemudoma pokličite nujno interventno pomoč na številko 112. Poskrbite tudi za potrebe in udobje hišnih ljubljenčkov, če ti potujejo z vami. Ne podcenjujte utrujenosti, zato vozite le spočiti. Utrujenost se poleti zaradi sončne svetlobe in segrevanja avtomobila pri voznikih pojavi pogosteje, njenih znakov pa se pogosto zavemo prepozno, ko smo že vpleteni v prometno nesrečo. Najpogostejša je med 1. in 6. uro zjutraj ter med 14. in 16. uro popoldne. Če postanete med vožnjo utrujeni, se čimprej ustavite in si odpočite. Med daljšo potjo priporočamo več postankov. Pri tem vozilo dobro prezračite, naredite nekaj razgibalnih vaj in uživajte osvežilne brezalkoholne pijače, še zlasti, če v vozilu ni klimatske naprave.
Kljub vročini, gostemu prometu ter morebitnim zastojem, ostanite strpni in upoštevajte cestno-prometne predpise. Do cilja vas lahko varno pripelje samo defenzivna vožnja. Dosledno upoštevajte tudi vsa potrebna pravila, ki veljajo za vožnjo po avtocesti in cesti rezervirani za motorna vozila. Najhujše kršitve na avtocestah so namreč prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vseh 7 smrtnih grehov na avtocesti je izjemno nevarnih za vse udeležence v cestnem prometu. Vozite trezni. Tudi alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi namreč bistveno vplivajo na varno in zanesljivo udeležbo v cestnem prometu. Prilagodite hitrost svoje vožnje ne le veljavnim omejitvam, temveč tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter lastnostim in stanju ceste. Pri vožnji poskušajte predvideti dogajanje na cesti in ravnanja drugih, da se lahko nanje pravočasno pripravite. Posebej izpostavljamo pomen zadostne varnostne razdalje, na katero smo vozniki žal vse premalo pozorni. Uporaba varnostnih pasov je za voznike in potnike v osebnih in tovornih vozilih obvezna. Za voznike motornih koles in koles z motorjem pa je nujna uporaba zaščitnih čelad. Med samo vožnjo bodite popolnoma zbrani ter pozorni na dogajanje na cesti in ob njej. Kadar vozite, ne uporabljajte telefona. Tudi vse ostale nepotrebne opravke v vozilu odložite na čas, ko boste vozilo ustavili. Pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti rešuje življenja. Na cesti namreč niste sami in od vašega ravnanja ni odvisna zgolj vaša lastna varnost, temveč tudi varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Tudi v bližini naselij in v naseljih morate spoštovati hitrostne omejitve. Na zaznamovanih prehodih za pešce upoštevajte, da imajo pešci prednost in jim omogočite varno prečkanje cestišča. Ob poletnem neurju s točo na avtocesti ne ustavljajte svojih vozil v predoru ali na odstavnem pasu. Nikar ne obračajte ali celo izstopajte iz vozil in podobno. S tem bi ogrozili tako sebe, kot tudi druge prometne udeležence, saj lahko pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč. Pokličite policijo, če v prometu opazite alkoholiziranega ali utrujenega voznika ali voznika, ki s svojim ravnanjem kako drugače ogroža varen potek prometa, na primer z vožnjo v nasprotni smeri. Policisti bomo zoper takšnega voznika ustrezno ukrepali in s tem zagotovili varnost drugih udeležencev in njega samega. S svojim ravnanjem moramo storiti vse, da čim bolj zmanjšamo možnosti za nastanek prometne nesreče. Kadar do nesreče že pride, bodisi da smo v njej udeleženi sami, bodisi kdo drug, pa moramo vedeti, kako ustrezno ukrepati, da bi bile posledice nesreče čim blažje. Poskrbite še, da vaše vozilo na parkirišču ali počivališču ne bo postalo tarča tatov in vlomilcev. Nazadnje pa moramo opozoriti tudi na to, da se otrok, starejših oseb ali oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, ne sme puščati v zaprtih in zaklenjenih vozilih na vročini,
saj je to zanje lahko smrtno nevarno. Aktivnosti policistov. Med turistično sezono smo policisti prisotni na kritičnih odsekih, kjer so nesreče najpogostejše, pa tudi ob zastojih, kjer pomagamo udeležencem cestnega prometa ter v skladu s svojimi pristojnostmi in infrastrukturnimi zmožnostmi poskušamo zagotavljati čim večjo pretočnost prometa. Prisotni smo tudi na vzporednih cestah, kjer promet ni tako gost, izstopajo pa zaradi posledic prometnih nesreč. Nadzori prometa so usmerjeni predvsem v neprilagojeno hitrost, psihofizično stanje voznikov in agresivno vožnjo. Še posebej sistematično nadziramo večkratne kršitelje cestnoprometnih predpisov. Nadzore hitrosti na avtocestnem omrežju izvajamo z vozili, v katerih je vgrajen videonadzorni sistem, pa tudi s pomočjo tahografov. Dosledno ukrepamo tudi zoper tiste, ki prehitevajo, vozijo vzvratno ali mimo po odstavnih pasovih oziroma prehitevalnih pasovih kljub prometnemu znaku, ki prehitevanje prepoveduje, na primer na voziščih avtocest. Ukrepamo zoper voznike tovornih ali drugih vozil, ki zaradi počasne vožnje, nižje od največje dovoljene hitrosti, za seboj ustvarjajo kolone vozil in se na prvem primernem kraju ne umaknejo, zoper voznike, ki nepravilno parkirajo tovorna vozila in ne upoštevajo določb odredbe o omejitvi prometa. Izvajamo tudi nadzore nad vozniki enoslednih motornih vozil v bližini večjih prireditev, na primer na motozborih, kopališčih in podobno, pa poostrene nadzore alkoholiziranosti. Vožnja pod vplivom alkohola je namreč v poletnih mesecih skoraj tako pogost dejavnik prometnih nesreč kot decembra. Vsem želimo srečno vožnjo ter prijetne, predvsem pa varne poletne dni.